Pozdravljeni v oddaji Ambienti. Je mladost res norost, ki čez vodo skače, kjer je most? Morda, ampak to pomeni, da se ji da. Danes vam pokažemo 3 primere mladih parov, ki ne le, da se jim je dalo. Njihove zgodbe ne kažejo zgolj tipične mladostne zagdanosti, ampak so tudi navdih glede premišljenosti načrtovanja, zrelosti izvedbe, jasne bivalne vizije, predvsem pa so dokaz, da mladosti nikakor ne smemo podcenjevati. Zadnje čase priljubljena krilatica pravi, da je resnično merilo uspeha notranji mir. Verjetno se strinjate, da zato ni treba človeku sedeti na kupu denarja. Se da pa lep odmerek miru najti na kupčku. Tako se namreč imenuje posestvo, kjer bomo občudovali zgodbo prvega para. Sem gor, na Čekovnik nad Idrijo, na posestvo, na kupčku, kot rečejo tukaj, me je zvabil vrt. Vrt je lep, ampak še bolj sem bil vesel, ko so me povabili tudi v hišo. Dom zakoncev Saše in Jureta je res nekaj posebnega. Ličen, domač, predvsem pa njun. Kaj je vplivalo na to, da ste se izbrali to mesto, to lokacijo za vaš novi dom? Že v otroštvu sem tukaj preživljala dni, predvsem poletne, počitniške dni v Čekovniku. Tukaj je bil doma moj oče in ko so starši umrli, se je odločil, da, ker je on tudi podedoval, da nam prepusti, če si to želimo tukaj ustvarjati, tukaj biti. In nekako sem že od nekdaj čutila eno povezanost s tem okoljem, z naravo. In zato sem potem sprejela ta izziv, bom rekla. Saša in mož Jure sta sklenila, da je 300 let stara domačija, ki je ob prevzemu dediščine stala na tem mestu, preveč dotrajana, da bi jo bilo smotrno obnoviti. Odločila sta se za novogradnjo. Posestvo na kupčku ni običajna kmetija, čeprav je povezana z okoliško naravo. Prav umestitev v okolje je odlika, s katero pritegne goste, katerim sta Saša in Jure namenila poseben apartma. Izjemna lega na vrhu vzpetine je nudila odlično izhodišče za postavitev hiše in ureditev njene okolice. Pomislili bi, da gre zasluga kakemu ukrajinskemu arhitektu. To je moja bila zamisel. Seveda sem se vsem posvetovala tudi z možem, glede izvedbe, možnosti izvedbe, ampak nisem želela kakšnih posebnih škarp, nekih dozidav, kjer bi utrjevali teren, ampak da se nekako hiša zlije z samo okolico, z naravo, ampak sem poskušala čim bolj prilagoditi terenu. Tako da sem po zimi, ko je čas za take stvari, narisala neko skico, v katero sem si posebej določila smeri hiše in potem, kaj sploh želimo mi imeti pri hiši, kaj potrebujemo. Dostope, parkirišča, igrišče recimo za otroke, vrt in okrasni vrt, rože in to. Dobili smo tudi nagrado občine Idrija. Ja, za vpetost samega objekta v krajino, skupaj z okolico. Po poklicu sem andragoginja, imam povsem drugo izobrazbo, ampak od nekdaj se že ukvarjam z vrtom, že od malih nog uživam v tem. Jutra so moja, zgodaj vstanem, vsaj ob vikendih, in takrat grem škarjami z vsem orodjem okrog, da pregledam, da uredim, in to je to. Predvsem gradbena dela v smislu nekih izravnav terena so bila bolj osnovna. Potem pa smo zadaj za gozdom delali melioracijo in smo tam naleteli na tele kamne, ki so značilno ploskovni in v bistvu skoraj da vsi približno enake debeline. Kar se je potem mi porodila ideja, da ta kamen uporabimo za stopnice, ki povezujejo zgornji del bivanjski s spodnjo kletjo. In istočasno ne potrebujemo graditi nekih škarp, nekih podpornih zidov, ampak bomo zgradili nek skalnjak, tako smo se odločili, in imeli v bistvu prehod nivojski in še teren bo s tem nekako rešen. Na južno stran smo ga postavili, 200 kvadratov velik zeliščni vrt. V njem imamo od žajbla, ameriškega slamnika, predvsem pa bolj dišečih aromatičnih zelišč, ker jih
rabimo v naravnem wellnessu, v savni, kjer suha, potem parimo in omogočamo v bistvu gostom, da doživijo še to aromo kasneje na zimo, ko nam zapaše savna, predvsem takrat, ja. Tako kot je čutiti skladnost med hišo in okoljem, jo hitro zaznamo tudi med Sašo in Juretom. Večinoma dela, ki sva si ga zadala, sva v bistvu naredila dosti sama, no. S pomočjo drugih, od podrtja stare hiše, ki je bila res dotrajana, žal se jo ni dalo popraviti, tako da sva se odločila z ženo, da bova podrla in zgradila to, kar zdaj tukaj stoji. Kaj sta želela? Bom rekel, ne govorim tako taksativno vsak prostor posebej, ampak jaz čutim velik odprt prostor, vidim veliko svetlobe, so bila tam neka izhodišča? Prav, veliko svetlobe, odprti prostori in tudi seveda čim več naravnih materialov, les, kovina, kamen in tako naprej. Kako ste si zamislili kuhinjo, ne? Ker to je bila le kuhinja čisto po vaši meri zamišljena in upam, da tudi izvedena. Midva sva se pri gradnji hiše naučila, da se nič ne zgodi čez noč, tako da sva tudi vedela, da dokler ideja res popolnoma ne dozori, se kuhinje ne bova lotila. In ko sva dobila jasno sliko o tem, kakšno kuhinjo si želiva in kako bo izgledala, sva potem tudi kuhinjo naročila, prav tako v hrastovem lesu. Želela pa sem si funkcionalno kuhinjo. Nobenega sijaja, nobenih površin, ki bi bile potrebne stalnega poliranja in čiščenja, ampak kuhinjo, da lahko kadarkoli daš lonce na plano in skuhaš za več ljudi in da imaš vse pri roki. Poleg apartmaja za goste vsebuje dom Saše in Jureta vse običajne prostore. Spalnica je tik nad nami. Potem je še garderoba, ker nimamo posebej omar garderobnih, imamo zato pa prostor namenjen garderobi. Potem je skupna kopalnica v zgornjem nadstropju in otroška soba in ker si nismo želeli podstrešja, kamor bi nalagali vse odvečno kramo, smo izdelali vse, ker je stojna višina, celoten prostor, 40 kvadratov, ki je trenutno namenjen igri, kasneje pa lahko preuredimo še v kakšno sobo, če bi jo potrebovali. Potem je pa še ena etaža pod nami, ne? Na tej etaži je še wellness, kjer imamo savno in pa seveda sanitarije. V spodnji etaži pa je še stanovanje, tudi 40 kvadratov in pa vsi pomožni prostori od kurilnice do pralnice in shrambe. V velikem in svetlem dnevnem prostoru ne moremo spregledati stopnic. Ja, te stopnice so tudi ena svoja zgodba, zelo zanimiva. Ko smo se jih lotili oziroma ko smo pokazali idejo zidarju, kako bi jih, je rekel, jaz teh stopnic ne bom delal, to se bo podrlo. No in potem smo dali to našemu, da bo preračunal in naredil načrt. Statik? Ja, statik, tako, kako ne bi to zgledali, no na koncu se jih je naredil. Res je bilo kakšen dan več dela, ampak rezultat je v bistvu tak, kot sva si ga želela. Saša, Jure in njuna Zala se pozimi radi stisnejo k lončeni peči pod stopnicami. Ogreje jih, v njej pa tudi kaj spečejo, zato je to njihov najljubši zimski kotiček. Ostanite z nami, kajti kmalu vam pokažemo moderno hišo v Murski Soboti in izjemno prenovljeno mansardo v staromeščanski stavbi v Mariboru. Dobrodošli spet v oddaji Ambienti. Gradnja hiše je dolgoročna naložba. Potrebno je temeljito preučiti življenjske navade in potrebe bodočih prebivalcev ter tudi slediti novostim v gradnji in sodobnim gradbenim materialom. Mladi par iz Murske Sobote je svojim željam sledil predano, izziv gradnje pa vzel zelo resno. Andrejka in Peter sta uresničila svoje sanje. Investirala sta v izgradnjo sodobne hiše pravokotne oblike z ravno streho in enostavnimi linijami.
Te se nadaljujejo tudi v notranjost in se izražajo v črno-beli barvni shemi ter opremi ravnih sodobnih linij. Odločila sta se, da bosta hišo zgradila s porobeton gradbenim sistemom. Oba sta izjemno zadovoljna z bivalnim ugodjem v prostorih svoje nove hiše, saj sta prej živela v starejši hiši svojih staršev. Običajno so starejše hiše nezadostno izolirane in se v njih radi pojavita vlaga in plesen. Stene so v hladnejših mesecih neprijetno hladne. Vsega tega v njuni novi hiši ni in bivalna izkušnja je, pravita, tudi zato izjemno prijetna in brez pretiravanja sanjska. Gospod Kmetič, sva v hiši, ki je bila zgrajena s tako imenovanim Ytong gradbenim sistemom. V čem se gradnja s porobetonom razlikuje od te klasične opečnate? Porobeton Ytong je gradbeni material, ki ima relativno nizko gostoto, odlično toplotno izolativnost in pa požarno odpornost. Gradnja je relativno suha, prevzema pa prednosti tako klasične opečnate gradnje in pa tudi lesene suhomontažne gradnje. Kaj zdaj mislite s tem, da je gradnja relativno suha? Seveda ne gre za čisto suhomontažno gradnjo, še vedno se zida. Zidamo pa s tankoslojno lepilno malto, končne obdelave so tankoslojne in z vsem skupaj vnašamo relativno nizko vsebnost vlage v konstrukcijo med samo gradnjo. Sam Ytong je kapilarno aktiven, difuzijsko odprt in so objekti hitreje vseljivi kot pa klasična opečna gradnja. Po domače rečeno pomeni, da se hiša prej posuši. Na nek način, ker tudi manj vlage vnašamo v sam objekt med gradnjo. Pri taki gradnji tudi mišice in križ toliko ne trpijo, ne? Ja, ima relativno nizko gostoto, posledično so zidaki seveda lahko večji, hitreje napredujemo z zidanjem in je to še ena dodatna prednost pri samem sistemu gradnje. Kako je pa s požarno oziroma s potresno varnostjo? Ytong je sam po sebi masiven, homogen material, odlično prenaša potresne obremenitve. Z njim lahko brez težav gradimo v Sloveniji, ki je relativno potresno ogrožena. Dejansko je material negorljiv, to se pravi, ne samo da ne gori, A je negorljiv, ne samo da ne gori, ampak dejansko ne doprinaša k širitvi morebitnih požarov. Hkrati pa tudi odlično prenaša temperaturne šoke pri gašenju s hladno vodo. Seveda je tukaj na mestu vprašanje, ali lahko iz porobetonskih zidakov delamo tudi nosilne zidove. Absolutno. Ytong gradbeni sistem omogoča gradnjo celotne hiše. V asortimanu imamo zidake različnih debelin, poleg tega še en kup dodatnih elementov za izvedbo preklad, vogalnike za izvedbo vertikalnih vezi, dodatne elemente za horizontalne armirano-betonske vezi. Se pravi, z njim lahko delamo tako nosilne kot predelne zidove in pa tudi medetažne in strešne konstrukcije. Koliko pa pri Ytongu potem sploh rabimo izolacije? To je pa odvisno od želja samega naročnika. Možno je graditi objekte, ki nimajo dodatne izolacije. Se pravi, če se odločimo za to, spravimo lahko objekt v nekje dobro nizkoenergijsko hišo. Zato priporočamo zidake debeline 48 ali 40 cm za zunanje zidove. V primeru želja po boljšem energijskem razredu, se pravi, če želimo nekaj skoraj nič energijsko hišo, potem pa priporočamo dodatno toplotno izolacijo na Ytong zidove tudi. Na konkretnem primeru je bila hiša še dodatno izolirana z mineralno toplotno izolacijo multipor debeline 15 cm. Investitor je s pametnim načrtovanjem in izbiro kakovostnih gradbenih materialov, izbiro strojnih inštalacij dosegel, da temperatura v prostorih ne niha, strošek ogrevanja pa je praktično minimalen. Tudi v najhujšem mrazu je temperaturna razlika zidov in zraka v prostorih minimalna, kar še dodatno doprinese k udobju bivanja. Ker pa je hiša tudi prisilno prezračevana, je zrak v hiši ves čas svež. Pri novogradnjah je pomembna tudi zrakotesnost, se pravi zadnji ni votlega prostora, prekatov, kjer bi se zrak nekontrolirano menjaval. Zadeva je pomembna, da prisilno prezračevanje z rekuperacijo deluje z izkoristkom, ki je deklariran. Torej, glavna finta, glavni trik porobetona je zrak, so tiste luknjice. Najbolj dragocen je zrak. Ja, drži. Porobeton vsebuje, kot že v samem imenu, nešteto zračnih por. Vsi vemo, da je suh zrak dober izolator.
iz tega ven tudi odlična toplotna izolativnost samega porobetona. Hiša Petra in Andrejke je oblikovana sodobno. Ni podkletena, ima ravno streho in ponuja družini takšno bivalno ugodje, kakršnega si je želela. Pod nadstreškom ob hiši je dovolj prostora za 2 avtomobila, v prostorni garaži pa je parkirano le eno izmed starodobnih vozil, Opel Olympia iz leta 1952. Razširjen steber nadstreška je postal zanimiv kotiček, kamor se pospravi smetnjak in vrtno orodje. Lastnika se zavedata, da življenje ni le črno in belo, a sta v ti barvi odela notranjo opremo. To sta nevtralni barvi, pravi Andrejka, ki je imela pri notranjem opremljanju največ veselja in idej. Ob tem dodata, da je tudi pohištvo izdelano po meri. Izdelal ga je Petrov oče. Izredno spreten je in upošteval je njune želje in predloge. Barvna shema interjerja dopušča različne dodatke v različnih barvah, čeprav so trenutno tudi dodatki še črno-beli. No, razen igrač in otroških stvari, to pa že mora biti pisano. Hči Viktorija je tista, ki dom Andrejke in Petra vsak dan napolnjuje z veliko veselja in otroško razigranostjo. Njen prostor je opremljen v pisanih barvah, kot se za otroško sobico spodobi. Vmes lastnika tudi namigneta, da sta sobici 2. Pred nami pa je še tretji primer, kako zavidljive bivalne rezultate lahko daje mlada kri. Prazna podstrešja v staromeščanskih stavbah imajo izjemen potencial. Ne smeš se ustrašiti na prvi pogled neprijaznih ostrešij, morebitnih birokratskih ovir, kakšnega koraka po stopnicah več in že lahko zajahaš val kreativnih možnosti. Mlada zakonca iz Maribora sta nas povabila v svoje unikatno stanovanje, ki navdušuje celo njuno mačko. Kamorkoli se ozremo v tem mladostnem, drznem mansardnem stanovanju, nas kaj preseneti. Od viseče mreže na podestu, pa kolesa na steni in zabavnih sporočil po stenah. In čas je, da spoznamo lastnika, 2 mlada kreativca. Super mi je tukaj, eno tako sveže, trendovsko, svetlo stanovanje, dobro energijo imata. Kako sta prišla do tele mansarde, kako se je zgodila zgodba tega lepega stanovanja? Ja, v bistvu smo, preden smo kupila stanovanje, smo si šla pogledati enih 5-6 stanovanj. Nobeno se nismo tako zaljubila kot toto. Takoj, ko smo videla visoki stropovi, odprt prostor, smo si že takoj nekako predstavljala, kako bomo stvari postavila. In hitro potem smo kar šla v nabavo in začela urejati stvari. Pa ste iskala bolj mansardne prostore? Ja, načeloma smo gledala samo podstrešja. Divja podstrešja, ker smo si želela ustvariti res nekaj novega, nekaj najinega. In potem, ko sta dobila to surovo, zaprašeno stanje, kako sta se lotila dela, kaj vse je bilo treba podreti, odpreti, kaj vse narediti? Kar je bilo v stanovanju, je bil star lesen podest, ampak je bil čist dotrajan, tako da smo ga mogla podreti. Ni pa bilo ni bilo estrihov, stopnica, nič ni bilo. To podstrešje je bilo dejansko v lasti čevljarja. Tukaj smo našla stare dele njegovih materialov, stare čevlje, tako da predvidevamo, da je tu bila nekakšna delavnica oziroma skladišče. No in potem, ko sta dobila tole zaprašeno staro podstrešje, vse polomljeno, vse zaprašeno, kako sta se lotila del? Kaj je bilo najprej potrebno narediti? Zato, ker smo mogla urediti gradbeno dovoljenje, smo tudi vprašala za nasvet arhitekta, kateri nam dal neke smernice, česa se moramo lotiti in kaj. Me je tudi nekaj idejo, kako postaviti stanovanje, ampak smo malo preveč svoje glava in smo pol naredila stvari precej po svoje. Ja, tako da. Pol so pa bili drugi izzivi, kako postaviti stopnišče, kako nek smiseln tloris določiti. Ko smo vse to določila, pa smo se pol najdla dobro ekipo, katera je bolj skrbela za gradbena dela, tega se nismo sama lotila. Mojstri so položili estrihe, izolirali streho in stene, vgradili strešna okna, montirali mavčne plošče, zasnovali precej zahtevno jekleno konstrukcijo za novi podest in izdelali stabilno stopnišče, ki vodi do spalnice. Odkot ideja za tole visečo mrežo?
Ja, mreža pa je bila nekakšna ideja že v samem štartu. Mislim, da smo prišla na idejo že prvič, ko smo prišla v to prazno stanovanje. Glede na to, kak smo si želela, pa je bilo zanimivo zaradi tega, ker se je vse zakompliciralo okrog te mreže. Vse podizvajalce, ki sva jih iskala, so se bolj opredelili v športne in zaščitne mreže, kar pa seveda pri nama ni prišlo v poštev. Tako da mislim, da je trajalo skoraj 1 leto, da smo našla strica v Lenartu, ki nam pa potem naredil mrežo v 2 dnevih. Je pa mreža, mislim, da nekako bistvo tega stanovanja, zaradi tega, ker je najbolj vpadljiva. Mišljena kot nek sprostitven kotiček, kjer lahko bereva, ampak je resnica, da si pa jo je prisvojila najina muca Frida. Ja, na njej spi, se igra, nas jezi. Ona, sem prepričana, da misli, da dejansko živimo v kakšnem zabaviščnem parku. V tem stanovanju jo zabava vse, od stebrov, špak, tramov. Mislim, da v prejšnjem stanovanju je bila popolnoma druga muca, no? Bilo je dolg čas, tukaj pa uživa. Lastnikoma so bile vse skozi všeč OSB plošče, iz katerih so tla na podestu. Mizar jima je iz istega materiala izdelal še drsna vrata, ki od bivalnega prostora ločijo otroško sobo in prostorno kopalnico. V njej ni kromiranih površin, izrazit karakter pa ji podarjajo igriva keramika ter črna tehnika in armature. Kar nekaj časa smo probali, smo najdli izvajalca, da nam je naredil to tuš kabino z črnimi obrobami. Nekako so vsi kar na standard držijo in je kar krom takoj v prvi ponudbi. Ampak na koncu z malo iskanja, z malo truda pa je tudi to uspelo. Kakšna je pa kvadratura tukaj, pa koliko je bil strošek obnove? Kvadratura celotnega stanovanja z podestom je približno 80 kvadratov. Ta osrednji prostor, kjer smo zdaj z kuhinjo, pisarno in dnevnim prostorom, je približno tam 40-45 kvadratov. Zgoraj je podest z spalnico in garderobno omaro, spodaj manjša soba za približno 12 kvadrati in enako kopalnica za 12 kvadrati. Zdaj, gradbena dela so prišla, mislim, da okoli 18.000 evrov, pol pa še vsaj polovico tega za opremo in razne dodatke, ampak tudi sproti pa nekaj stroškov še pride. Skratka, z neke iznajdljivosti se da lepo proračun zmanjšati, ne? Ja, bi rekel, da smo kar prišla nekako dobro skozi. Anja, kaj pa vaju je vodilo glede barv in materialov? Ja, nekako vodi celo stanovanje črno-bela kombinacija. Dodala sva 2 barvi, sicer rumeno in rdečo. Nisva si želela preveč dodanih barv, želela sva bolj surov videz. Mogoče že zaradi tega, ker sva prej živela v stanovanju, kjer je bilo res nasičeno različnih vzorcev in močnih barv. Tukaj sva pa si želela, ker sva vedela, da bomo mogoče kakšno leto dlje, malo bolj stabilnega videza. Industrijski videz stanovanja sta zakonca Cej omehčala z različnimi detajli, ki zlasti Anji veliko pomenijo. Ti detajli mi pomenijo domačnost, neko toplino v stanovanju, tako kot naprimer tepih, ki izgleda kot da je od babice, fotelja, ki sta dejansko od babice, ta VW hladilnik, OSB plošče, dosti zelenja. Vse to dejansko ustvari dom. Predvidevam, da sta oba dva zelo aktivna, ste tudi očitno športnika, kolo je na steni, sup je na steni in ste tudi popotnika, ne? Ja, definitivno. Sva popotnika, obožujeva potovanja in raziskovanja nama še neznanih kotičkov sveta. Vse te izkušnje, ki jih pridobimo, prinesemo v najin dom. Mislim, da je to tudi skrivnost, zakaj je takšno, kot je, ker naj jo privlači preprosto, a bogato življenje, bogato v smislu izkušenj in dogodivščin, ki jih doživljamo na vseh teh potovanjih. Nedavno smo se vrnila iz Filipinov, kjer nam je očaralo ravno to preprosto njihovo življenje. In mislim, da nam je potem uspelo nekaj takega tudi vnesti v sam najin dom. Vse je odprto, vse je zračno, vse je na dosegu roke, praktično, izdelano pa vse na enostaven način. In predvsem na nekak nedrag način. Kdo pa uporablja sup oziroma kolo? Kolo je moje, jaz ga uporabljam bolj redko, saj se ne vozim več za službo z njima, drugače tako med vikendi pa kar. Sup pa kar oba dva, ko gremo na dopust, tako da ja, vedno gre z nama. Ampak je bil neko darilo, ne? Ja, je bilo moje darilo za 30 let, lani in ja, prav pride ponovadi. Prav pride, ampak kdo ga je pa obesel gor? Obesla ga pa Anja, mislim, jaz sem bil služben v Amsterdamu za 1 teden dni. In ko sem prišel nazaj, je bila tista celotna stena pobarvana, od stropa do tal, ko je zdaj približno 5,5 metrov. In sup obešen gor, tako da ja, vse kar na mantra. Koliko časa pa si vida predstavljate živeti v takelem dinamičnem, mladem, svežem stanovanju in ali bi v primeru naraščaja razmišljala o čem drugem?
Ja, v bistvu, po moje bi že zdaj razmišljala o nečem drugem. Ne, da bi zdaj ne želela biti tukaj, ampak vedno imamo v mislih nove projekte, nekako se lotiti nečesa novega, tako da verjamem, da v roku tak 5 let, 6 bi znala tudi zamenjati. Ja, non-stop gledamo nove ideje, non-stop se nama glave polnijo z novimi idejami in vedno se hrepenima po nečem. Zdaj, naprimer, naslednji projekt si mogoče želiva kakšne terase, nekšne zunanjosti, še malo več zelenja, mogoče kaj takšnega, ne. Ampak v Mariboru bosta pa ostala, ne? Ja, zaenkrat so plani takšni, ja. Sva pa prilagodljiva. Nista odločno rekla. Ne. Na kakih Filipinih bi mogoče Tudi tujina je zanimiva, sigurno. Ali Štajerska ali pa Filipinis. to. V današnji oddaji smo torej občudovali, kako prepričljivo zna svoje bivalne ideje izraziti mladost. Dobre ideje so danes tako rekoč na vsakem koraku oziroma kliku. Inovativnosti nam očitno nikoli ne bo zmanjkalo, ampak očitno bo tudi vedno tako, da bo v lepem bivališču užival le tisti, ki bo dvignil tisto, na čemer sedimo. Obilo energije in ustvarjalnih premikov vam želim do prihodnjega tedna, ko vam v zadnji oddaji pomladne sezone pokažemo verjetno edino hišo v Sloveniji, ki je nastala iz ladijskih zabojnikov in leseno hišo v cementnem ovoju.